Koalicija se je zadala kar nekaj nalog. Ena izmed njih je odprt dostop do vrtcev in šol, zagotavljanje dodatnih sredstev za postopno pravo prispevka staršev k ceni vrtca, vzpostavitev centralnega opisnega sistema v vrtce celotne Republike Slovenije. Pa tudi modifikacija obstoječe lestvice subvencioniranja plačil za starše. Ocena je, da se k izpolnjevanju zavez še niti ni pristopila. Menimo, da kriza ni ovira za vzpostavitev centralnega opisnega sistema, popravka lestvice in pa prenovitev standardov. Naš predlog je, da država pristopi k večjemu financiranju gradnje vrtcev, da se poenostavijo in pocenijo stroški postopka in pridobivanja gradbenega dovoljenja, da se dopolni zakon o vrtcih, ki bo občine zavezoval tudi v roku dokončanja, ne le k začetku oblikovanja novih oddelkov, v mestnem času subvencioniranja stroškov zasebnega varstva za starše otrok, ki niso dobili mesta v vrtcu. Plače zaposlenih pa ne se prenese na državo oziroma veliko bolje na pokrajino. Obljuba je, da bo obvezno izobraževanje v celoti brezplačno, da bodo dodatna sredstva za podaljšano bivanje, da bo popolno subvencioniranje udeležbe šole v naravi za socialno najbolj ogrožene in pa brezplačni učbeniki za vso državljansko o participaciji staršev. To je smešna, zaveza in nelogična, tako lahko nekaj brezplačno o participaciji staršev. In da bo brezplačni dostopen večjemu številu učencev. Ocena je, da je večino zavez iz pogodbe že izvedla bivša vlada, da so najbolj ogroženi imeli v celoti brezplačno šolo v naravi že iz časa preteklih vlad in da je bivša vlada prva realizirala povsem brezplačno izposojo učbenikov ter z učbeniki za naklop, razbremenila težke šolske torbe in da je napovedana ukinitev brezplačnega obroka dijakom, da pač ta ne bo prinesla bistvenega premika na brezplačnosti programa učencev. Mi predlagamo, da se raje pristopi k nizkocenovnim elektronskim delovnim zvezkom, da naj država oziroma ustanovitelj, občina ali država financira opis gledališke predstave, koncerta ali muzeja, eni generaciji osnovne in srednje šole in da postopoma dobijo brezplačen obrok v skladu z možnostmi države, postopoma tudi vsi osnovnošolci, ne pa da se ukinja za srednje šolce. Obljuba, da se bo zmanjšalo nasilje v šolah, da bo večja izbirnost v gimnazijskih programih, da bo nižanje normativov za oblikovanje oddelkov v srednjih šolah, nič od tega ni bilo realizirano. Kar pa je bilo realizirano že prejšnja vlada z zakonnim načrtom, že v zakonu o osnovni šoli in kaže, da poročila kažejo, da je nasilje manj. Naš predlog je, da se uvede obvezna srednja šola, kako bo zagotovljena ne le vpis, ampak tudi dokončanje, to je intelektualni delovni potencial za prihodnost, kar je izziv v času krize in še potem. Potrebno je podpreti inovativnost, pa tudi obveznost upravljanja domačih nalog, se te dokazano pripomorejo k boljšim dosežkom dijakom in učencev. Hkrati pa je navajena delavnost in urejenost. Maturi dodeliti novo vlogo, kvalifikacijo za dokončanje srednješolskega izobraževanja, vpis pa prepustiti samim fakultetom in njihovim pogojem. Nažalost, inovativnost stotica, evropska sredstva se ne koristijo, se zadržujejo celo v nekaterih primerih, pa tudi učni načrt za osnovno šolo tičijo predali, z izgovori, ki so vsakič novi, so zgolj potrica. Obljubili so oblikovanje bele knjige za vzgojno izobraževanje, s tem se seveda strinjamo, to je potrebno po 15 letih. Sprašujemo pa se, ali je skupina sestavljena dovolj pluralno. Ne more pa biti bela knjiga vzrok za popolno neaktivnost ministrstva, so se življenja v vrtčih in šolah odvijajo vsakodnevno svojimi problemi. Želeli bi si, da bi bilo ministrstvo za šolstvo bolj odzivno. Učinkovitejše koriščenje ESS sredstev je dosegla obljuba, ima popolno nasprotje, administrativne stvari niso določene, izplačila zamujajo, zavodi izplačujejo obveznosti po pogodbah, sredstva pa razvijamo se na božje aktivnosti. Urediti sistem izobraževanja odraslih bi bilo zelo pomembno,
kar so si zagovarjali v tem mandatu, vendar ne zaznati nikakršnih aktivnosti, niti nedovoljenega predloga oblažnih programov. Sedaj pa bi to vsak primeru gospodarske krize, to je nujno potrebno. Na področja, ki trpijo gospodarski zlom, je potrebno pripeljati kar najhitreje izobraževalne programe. Ni treba čakati in spodbujati ljudi, da se bodo podali po državi. Šolo in programe treba pripeljati. Uvesti je potrebno institut osebnega svetovalca tistemu, ki izgubi službo. Svetovalec bo s prizadetnim pripravljen državnih programov izobraževanja in spremljanja njegovo realizacijo. Zaveza ustvarjati družbo znanja. Koalicija ni naredila prav nič na področju premagovanja razlikih znanj učencev med različnimi regijami, pa so očitne. Utemeljena skrb, da vlada ni naklonjena razvoju visokega šolstva, je prisotna. Naš predlog je, da se nadaljuje s postopki ustanavljanja regijskih raziskovalnih središč, ki jih je začela bivša vlada. Pospešeno je potrebno ustanovljati ta središča v najbolj prizadetih regijah, na primer Prekmurju. Nastati mora pozitivna diskriminacija na področju financiranja in kadrovske podpore šolam. Nujen je zgodit regijski pristop različnim resorjem gospodarstva, socialne, kulture in izobraževanja. Nacionalni program športa naj bi bil pripravljen leta 2010. Žal je krog precej zaprt in medtem ko zamudo nastaja nacionalni program za šport, je področje športa otrok in mladine povsem zanemarjeno, kar se kaže po slabo sodelovanje z vrstnimi šolami. Želimo, da se diskusija v zvezi s tem vodi čim bolj javno. Spostaviti je treba vse državno mrežo varnih kolesarskih stez. To bi lahko bila tudi razvojna spodbuda, tudi za gradbena podjetja. Država bi morala spodbuditi brezplačnost v svojem mestnih koles in občine stimulirati za takšno ravnanje. Nažalost, menimo, da ni dovolj pripravljenosti za izpolnjevanje komisijskih obljub. V pripravi pa tudi zakon o visokem šolstvu, ki ukinja svet za visoko šolstvo, ki naj bi upravljal kvaliteto in namesto tega uveljavlja agencijo za zagotavljanje kakovosti. Je pa bolj verjetno, da je bila taka agencija, podobno kot druge agencije v naši pravni ureditvi, v resnici bolj odvisna od vlade kot strani svet, po drugi strani pa odtegne biti tudi zelo odvisna od močnih interesnosti in visokem šolstvu, ki je bolj kot skrb za javno interes na področju visokega šolstva pomembno varovanje določenih starih monopolov, erodiranje konkurenčnosti na področju visokega šolstva, za katero se koalicijska pogodba se zauzema. Hvala lepa.